Od 7. marca dalje v Pekrah pri Mariboru spet polno smeha, pa tudi družbene kritičnosti, verjamite. Do konca marca se bo namreč tam odvijal že 10. festival komedije. Tam bo ponudil najboljše, kar premorejo slovenska ljubiteljska gledališča, pa tudi zamejska. No, več o tem z mojima gostoma. Dobro jutro obema. Ilka, najprej vprašanje za vas. 10. obletnica, čestitke lahko rečemo, kar se tiče delovanja na področju ljubiteljske kulture. To je dejansko eno najtežjih področij. Pa vendarle, kaj prinaša festival v Pekrah v 10. izdaji? V 10. izdaji prinaša ravno tako kot vsa leta 8 predstav. Ampak mi smo se potrudili in sicer smo to pot dali tudi malo drugačen gledališki list. Malo bolj poln je. Predstavili smo vseh 9 let, vseh teh kudov, ki so nastopili z vsemi nagrajenci in tako dalje. Morda je zanimivo, pa bi jaz eno statistiko povedala, kaj se je v 9 letih zgodilo v Pekrah. In sicer se je prijavilo 84 dramskih skupin s 179 predstavami in 97 različnimi avtorji. V tekmovalnih festivalih se predstavilo 46 različnih dramskih skupin z 49 različnimi avtorji. Največkrat je nastopila dramska skupina Kulturnega društva Domovina iz Ospa in to kar 6-krat. Najbolj priljubljen avtor pa je naš domači avtor Mariborčan Tone Patlič, saj so bile različne njegove komedije odigrane kar 12-krat. Pa morda še to bi rekla, koliko ljudi je prišlo v Pekre v teh 9 letih, čez 20 000 obiskovalcev je bilo na teh festivalih komedije. Veliko. Če govorimo še o letošnji statistiki, okoli 30 predstav prijavljenih, pa vendarle je bilo treba izbrati samo 8 jih, več jih v sam festival praktično ne gre. Rado ste imeli težko delo pri tem? Ja, na začetku, ko smo ustvarjali ta festival, je bilo komaj morda 8-9 prijavljenih predstav. To se pravi, da je bil izbor zelo lahek. S tem, ko jih je pa zdaj 30, je izbor težji, ne lažji. In zelo težko je v teh ljubiteljskih skupinah najti res te prave, ki potem pridejo lahko po kvaliteti na naš festival. Večkrat uporabljamo tudi izraz amatersko gledališče ali pa amaterska gledališka skupina, ampak ko gledamo predstave, nekako ta amaterska ne sodi več zraven. Je kvaliteta v teh 10 letih, tudi konec koncev za voljo festivala v Pekrah, močno narasla pri ljubiteljskem gledališču? Opažamo, da je zelo porastla kvaliteta. Jaz sam ne uporabljam rad beseda amaterski, ampak ljubiteljski, ker to so sami ljubitelji. Od igralcev do režiserjev, do scenografov, kostumografov, vsi to so sami ljubitelji. Je pa nekaj, da so pa že tudi med njimi profesionalni igralci in tudi režiserji, kar pa veliko pripomore k dvigu same kvalitete igralskega amaterizma in ljubiteljstva. Verjetno pa so vsako leto tudi zahtevnejši gledalci, ki pridejo na same predstave. Konec koncev se požvižgajo na ljubiteljsko, amatersko, hočejo videti dobro predstavo, verjetno. Seveda. In to v Pekrah prav opažamo to, da je smeh v dvorani, kar zelo vpliva na igralce in jim da še več moči in volje za igranje. Na drugi strani pa tudi kakšna solza. In to je v gledališču ta čar gledališča, ker nam igralci tole iluzijo pričarajo z odra, to potem publika sprejema z največjim veseljem. 10. obletnica nalaga verjetno velike zahteve, pričakovanja obiskovalcev, konec koncev tudi pričakovanja samih skupin, ki pridejo sem. Konec koncev so vedno bolj profesionalne, imajo vedno večje zahteve. Je težava že izvesti v Pekrah takšen festival? Ja, počasi ugotavljamo,
reč moram, dvorana ima svoj čar, svojo dušo. Mogoče je malenkost premajhna, ampak jaz je ne bi povečevala. Naj ostane taka krasna, lepa dvorana z dušo. Mislim pa, da počasi bi morali malo razmišljati o več tehniki, ker namreč prihajajo vedno večji problemi ravno okoli tega. Tukaj bi mogoče malo na dušo zapihala Mestni občini Maribor, da nam mogoče malo v tem sklopu kaj pomaga, ker namreč danes izvesti takšen festival je ogromno prostovoljnega dela, ampak čisto vse brez finančnih sredstev ne gre. Kakšen pa je posluh odgovornih v državi, ministrstev pri ljubiteljski kulturi? Namreč nekako opažamo v zadnjih letih, manj ko je denarja, še toliko manj ga je za ljubiteljsko kulturo. Tu mislim glede Ministrstva za kulturo, da smo malo odrinjeni, kar se tiče finančnih sredstev. Mi se sicer prijavljamo na vse možne razpise, kjerkoli je možno. Namreč mi smo turistično društvo in smo se prijavili tudi, se bomo prijavili ni še razpis zunaj na Turistično zvezo Slovenije, če nam bodo tam kaj pomagali, ravno z tem projektom, ki je zelo odmeven in mislim, da ima eno svojo težo. Ravno tako smo se prijavili na Javni sklad za kulturne dejavnosti, ki je razpis že zunaj. Upam, da bomo tudi tukaj, ker potem recimo mi vse ta sredstva vlagamo ravno nazaj v ta projekt, nikamor drugam. Ampak na srečo se manjko denarja ne pozna pri kvaliteti, smo že prej ugotovili. Ne, to nikakor ne. To nikakor ne. Tudi pri vzdušju, še vedno delajo vzdušje. Ne. Smeh je pač bistvo tega festivala, da se ljudje zabavajo, da jim na odru uprizorijo nekaj, da imajo veselje, da se pozabijo na te naše vsakdanje skrbi, ampak da jim odpeljemo nekam v neko iluzijo, v nekaj lepega. Kot rečeno, se sam festival začne 7. marca, traja bo vse do zadnjega, petki in sobote bodo, kot rečeno, polni smeha. So vstopnice še na voljo, običajno gredo za med praktično. So še na voljo, vedno se še kaj najde, tako da vstopnice se dobijo na normalnih punktih, tako kot do zdaj, v Pekrah, potem 1 uro pred predstavo, ampak mislim, da bo pametno, da ljudje si to nabavijo prej. In najlepše je pa abonma, imajo svoj sedež in tako dalje, sploh starejši, malo mogoče, ki je bolj spredaj sedijo, ampak dvorana je akustična, tako da se dobro sliši. Ja. 10-letnica je ponavadi prelomnica, lahko rečemo, takšna okrogla, čeprav se še festival ni začel, verjetno že zrete tudi v prihodnost. Kakšni so načrti? Mislim, da organizacijski odbor in s gospodom Pavalecom kot umetniškim vodjem festivala in selektorjem bomo delali Vam ne bo pridno zmanjkalo naprej. energije. Mi bomo pač pričakovali čim več kvalitetnejših predstav, samo to. In s tem raste tudi naš festival. Se za bero torej ni bati? Ne. Boste šli še bolj čez meje? Če bo le malo več financ, je vsekakor. Ne bo težav. Ne bomo. Dobro, najlepša hvala, kot rečeno, od 7. pa vse do 30. marca v Pekrah, v tamkajšnjem kulturnem domu, bo 10. festival v Pekrah polnil vaša usta dejansko smehom in tudi vas spravljal v dobro voljo. Uspešno delo še naprej, naj vam resnično ne zmanjka energije, predvsem pa kakšen cent več bi bil tudi dobrodošel v kakšno kulturno blagajno.